Drage celjanke in celjani, spoštovani nagrajenci, cenjeni častni meščani, svetnici in svetniki, člani nadzornega odbora, dragi prijatelji iz sosednjih občin, dovolite, da še posebej toplo pozdravim naše prijatelje iz Somborja, našega obratenega mesta, na čelu županom gospodom Nemanjo Deličem, cenjeni predstavniki medijev, cenjeni predstavniki medijev in vsi, ki spremljate to posredno prireditev v mestnem prazniku preko televizije, prisrčno pozdravljeni. Narava nam je danes naklonila prekrasu topo pomladni dan. Verjetno smo si vsi edini, da je bil že skrajni čas v tej dolgi in za občinski proračun dokaj nepopustljivi zimi. Zaključek tega lepega dne, današnja osrednja prireditev, je seveda namenjena izjemnim ljudem, letošnjim nagrajencem, za katere je to priložnost, da jim čestitamo, da se jim zahvalimo za njihovo delo in se poklonimo njihovemu uspehu. Davno je že minil tisti čas 1451. leta, ko je Friderik II. Svojemu mestu poklonil mestne pravice, mesto, v katerem so imeli celjski tudi svoj sedež. Zgodovina mesta se seveda ni začela tega dne, ampak vsega dosti stoletij nazaj v zgodovino. Vse tja najmanj tja Ilirov, Keltov, Rimljanov in zadnjih 15 stoletij nas Slovanov. 2000 let veličastne zgodovine, ki so jo pisali izjemni ljudje, vsak v svojem času. Zapustili so nam neprecenljivo dediščino, na katero smo lahko upravičeno ponosni, hkrati pa se moramo zavedati, da je naša dolžnost in obveza, da poskušamo ohraniti v čim večji možni meri. Tudi naši nagrajenci so izjemni ljudje, ki jih lahko postavimo v bok tem zgodovinskim osebnostim. Vsak na svojem področju in vsak na svoj način. V človeški naravi je, da si ljudje skozi svoje življenje prizadevamo pustiti čim bolj globoko, čim bolj opazno sled. Vsakemu ne uspeva enako, ampak tako so ravnale vse generacije v zgodovini mesta, verjetno bodo tako ravnale tudi prihodne generacije. Nagrajenci, letošnji, vsi tisti prejšnji, pa ste zagotovo osebe, ki vam to odlično uspeva. 9 najvišjih priznanj bomo podelili letos. Podelili jih bomo ljudem in institucijam, ki stopajo s povprečja. Vi ste tisti, ki se zavedate, da je za uspeh potrebno narediti nekaj več. Vi ste tisti, ki se zavedate, da za uspeh ni dovolj zgolj talent, ampak da je za vsakim uspehom vztrajnost, pogum, volja in trdo delo. In vi ste tisti, ki si jih postavljajo za zgled mnogi. Vsako mesto potrebuje takšne ljudi, če hoče biti uspešno in prijetno življenjsko okolje. Celje se je v preteklih letih osredotočalo na reševanje okoljskih problemov. Zagotovo smo lahko ponosni na to, da smo na tem področju naredili več kot kdorkoli drug v Sloveniji. Nekako je to tudi logično, da smo se osredotočili na ta problem. Mesto ima dolgo in bogato industrijsko tradicijo. Letos mineva 140 let, kar je začela delovati v Celju še danes največja tovarna
Cinkarna Celje in njej so sledile mnoge druge. Naši okoljski projekti so nekaj, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Zadnji 2 leti so naša prizadevanja, naša energija usmerjena v mesto. Ne morem mimo tega, da ne omenim 2 velikih projektov. Obnova starega mestnega jedra in izgradnja protipoplavnih ukrepov. Verjamem, da se večina Celjank in Celjanov teh 2 projektov veseli. Nanje smo lahko upravičeno ponosni. Več kot 10 let smo si želeli, mesto si je želelo in hkrati tudi potrebovalo. Oba projekta sta izdatno sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi Evropske skupnosti, za kar smo seveda zelo hvaležni. Brez tega denarja jih verjetno niti ne bi bilo možno izvesti, saj ne v tem času in v takšnem obsegu. Zavedam se, da taka gradnja predstavlja neko motno v okolju, ampak sem vesel, da vendarle večina meščank in meščanov s potrpežljivostjo in dobrohotno spremlja izvajanje teh projektov. Pa vendarle se tudi v takih časih in v takih situacijah najde kdo, ki laično na pamet govori, da se recimo obnove starega mestnega jedra nismo potrebovali, da ni potrebno obnavljati komunalnih vodov, tlakov, mestne opreme, da smo s tem samo povzročili težave ljudem, motnje v življenju, poslovnem delu mesta in še kaj takšnega. In se vprašam, ali ti ljudje nikoli ne prepeljijo na primer lastnega stanovanja. Tudi to je neka motnja, je neprijetno. Je pa zato toliko bolj lepo in prijetno, ko se skupaj končamo. Seveda se vsi zavedamo, da bo pravo življenje, tisti pravi duh in šarm mesta, bomo dali še ljudje. Ampak ljudje v neko neurejeno okolje le naravi zaidemo. Danes živimo v nekem virtualnem času, ko je izjemno veliko ljudi prepričanih, da živimo slabo. Zdi se, kot da nekateri kar tekmujejo, kako na čim bolj pesimistični, črnogled način predstaviti stvari. Žal se včasih tudi zdi, da smo se kar nekako sprijaznili, da sta črnogledost in pesimizem del našega vsakdanjega življenja. Pa nimamo razlogov za to. Imamo veliko razlogov, da se česa razveselimo. Ni prav, da smo pozabili na pohvale, veliko je stvari, ki jih lahko pohvalimo. Tudi v medsebojnem komuniciranju se dostikrat zgodi, da smo pozabili na kulturo besede. Ker nekako splošno sprejemljivo je postalo žaljenje, blatenje, zmerjanje, celo v javni besedi, vseh in vsakogar, najraje in najbolj pogosto seveda politikov in javnih uslužbencev, še posebej tisti, ki imajo karkoli upraviti z javnimi sredstvi. Za nekatere je pravzaprav to postalo edino, s čimer se v življenju ukvarjajo. Za nekatere druge je to nedeljski hobi oziroma vikend zabava. Tudi v Celju nismo čisto imuni na te pojave. Če se slučajno mesto za kakšen velik svoj projekt zadolži, kdo pa se ne zadolži, kadar imam načrt, da izvaja kakšen velik projekt, potem poslušamo, kako je mesto na robu bankroта. Če mesto konča za dobrim gospodarjenjem proračunsko leto s presežkom, potem poslušamo, kako je to zgolj zaradi tega, ker nismo izvedli ne vem kakšnih projektov in ker vse skupaj na račun kvalitete življenja v mestu. In pri tem laž pravzaprav nikoga ne prizadene, še najmanj tistega, ki jo obelodane. In vse veste, kako pravi
slovenskih pregovor. 10-krat izrečena laž postane resnica. Ampak pustimo črnogledost in pesimizem tistim, ki jim je to veselje. Možen je tudi drugačen pogled na vse skupaj in najboljši dokaz za to so naši nagrajenci, polnjene pozitivne energije, polni volje in polni optimizma. In prav je, da si jih postavimo za vzor, da si jih postavijo za vzor mnogi, ki tudi dobro delajo. Vseh žal ne moremo narediti, kar pa ne pomeni, da ne opazimo njihovih prizadevanj. In kot že rečeno, današnji praznični dan je tista prava priložnost, da pohvalimo tiste, ki so odlično delali, da se spomnimo na to, da je prav, da se veselimo uspeha vsakega posameznika, vsakega izmed nas in da je zgolj to tista prava pot, da bomo dobri in uspešni tudi kot neka lokalna skupnost. Spoštovani, prazniki ponovadi prinašajo s sabo pozitivno energijo, veselje, optimizem in najbolj kakšen tudi današnji praznični dan. In ne nazadnje ni nobenega razloga, da ne bi bilo takšnih dni veliko tudi v prihodnje. Vse je odvisno predvsem od nas samih. Živimo v čudoviti deželi in prevelikokrat pozabljamo, da pravzaprav velika večina preostalega sveta živi dosti slabše kot mi. Znanjem, voljo, marljivim delom, tudi inovativnostjo in iznajdljivostjo se bomo zagotovo slej kot prej izkopali iz te krize. Ne nazadnje, to ni prva kriza, pa verjetno žal tudi ne zadnja. Verjetno se vas večino v tej dvorani spominja iz tih težkih let sredi 90-ih, ko je tudi bilo hudo, težko, pa se vendarle kasneje vrnilo na bolje. Naj nam ne bo pretežko se čemu odpovedati, naučimo se, če tega še ne znamo, uživati v majhnih življenjskih radostih in naj nasmeh na naših obrazih gospodarja skozi vse leto. Spoštovani nagrajenci, še enkrat iskrene čestitke. Iskreno čestitam tudi vsem Celjankam in Celjanom. Bodimo še naprej ponosni prebivalci našega knežjega mesta. Srečno Celje.